Komaj se je polegal prah ob napačnih informacijah glede direktive o koncesijah oziroma glede direktive o vodah, kot so jo nekateri imenovali. Že so se pojavili novi napadi na evropsko politiko in sicer zaradi uredbe, ki naj bi obravnavala ravnanje oziroma varnost in kvaliteto semen. Seveda pa se nobena juha ne poje tako vroča, kot se skuha, in verjamem, da tudi v tem primeru bo tako. Namreč ti napadi so se vsi začeli že prej, preden je bil predlog nove uredbe sploh objavljen. Ko je komisija to uredbo objavila, pa smo videli, da gre pravzaprav za poenostavitev, da je 12 direktiv združila v eno uredbo in da je to pravzaprav v tem formalnem smislu zelo dobro. Pri direktivi namreč velja, da jo mora posamezna država prenesti v svojo zakonodajo, da so interpretacije za to različne in da se potem tudi različno implementira. Poleg tega je bilo teh direktiv 12 in seveda je prihajalo do velikih razlik v izvajanju med državami članicami. Zdaj naj bi bila to ena uredba, kar pomeni, da začne veljati takoj po celotni Evropski uniji. Sicer pa moram povedati, da ta uredba velja samo za tista podjetja, ki se profesionalno ukvarjajo z pridelavo semen. Sistem ostaja enak, kot je doslej, in sicer, da je potrebna registracija, certificiranje, inšpekcije, da so semena razdeljena v določene razrede in pri tem določena semena, kot so recimo razna nišna semena, tradicionalna semena, ekopridelava, bodo potrebovala manj administracije in manj dela kot doslej. Moram povedati tudi to, da se bodo kmetje lahko sami odločili, ali bodo kupili seme za pridelavo od nekega podjetja ali pa si ga bodo pridelovali sami. Tudi vrtičkarji ne bodo prav nič omejeni pri uporabi semen, ki ga bodo sami vzgajali ali pa si ga bodo recimo pridobili od soseda. Je pa res, da bomo morali skrbno obravnavati to uredbo. Predvsem sama vidim, da bomo morali zelo paziti, da bomo res podali vse politične smernice za podzakonske akte, kajti številni podzakonski akti bodo pripravljeni na podlagi te uredbe, zato moramo res paziti, da bomo pokazali pravo politično smer. Ob koncu pa še nekaj. Velikokrat imam tu v Bruslju občutek, da ljudje mislijo, da je Evropska komisija in pa da smo evropski politiki sovražniki ljudi. Sovražniki ljudi v posameznih državah članicah. To sploh ni res. Mi se trudimo, da bi bila zakonodaja čim boljša in jaz mislim, da nam to tudi kar dobro uspeva, saj dihamo v Evropski uniji kar zelo čist zrak, imamo dostop do neoporečne pitne vode, hrana pa nasploh velja, da imamo sistem enega izmed najbolj varnih sistemov hrane v svetu.